razmislek, kaj se lahko naučimo iz tega dolgega boja in poskusov, da dobijo alternativna, drugačna, bolj demokratična podjetja pravico obstoja. Tukaj se moramo vprašati, kaj so jim zamerili, torej kaj so bile kritike takšnih organizacijskih oblik. Ena najbolj pogostih kritik je, da so tovrstna podjetja enostavno poslovno neuspešna. Da ti ne moreš kombinirati demokratičnosti, torej tega principa, da razdeliš moč med ljudmi, in uspešnosti, ki je nujen predpogoj in logika delovanja ekonomskega subjekta, torej podjetja. In zdaj ta kritika je v osnovi povezana z najbolj močnim argumentom proti demokratizacije ekonomske sfere. To je, da je ekonomija ločena, izključena, nekaj drugega od celotne družbe. Torej, da je ekonomija deluje po eni svoji zakonitosti in ta nima nobene zveze z družbo, v kateri je umeščena. In tukaj, če hočete radikalno, bodi se gre za izmeščeno, za razdelitev ali pa v najhujšem primeru za nadrejenost. Bolj pa dobite ta ekonomski imperializem, ki vam reče, da ne samo, da so principi dobrega in uspešnega ekonomskega delovanja dobri za ekonomijo, ampak so dobri za celotno družbo. To je najhujši primer. Ampak vrnemo se zameram, kaj zamerijo nasprotniki ekonomski, demokratični obliki organizirane ekonomskega podjetja, torej neučinkovitost. Zdaj, če pogledate de facto in realno in na osnovi podatkov poizkuse ekonomsko-demokratičnih podjetij, ugotovite, da niti slučajno niso bolj neučinkovita in neuspešna od konvencionalnih podjetij. Sploh ne, nikjer nimate dokazov. Ampak kljub temu obstaja velik diskriminacija teh podjetij vnaprej. Torej, nezdružljivost demokratičnosti in učinkovitosti se vzame kot premisa, enostavno to je nekaj, kar pričakujemo in bolj pogledate podjetje, ki je v lasti zaposlenih in rečete, aha, zdaj bo propadlo. In to delajo od Sydney do današnjih neoliberalno orientiranih kritikov ekonomsko-demokratičnih podjetij. Torej, brez argumentov, na osnovi neverjetno velikega števila resnih študij je ugotovljeno, da je, če je kje kakšen odmik od povprečja, je to v prid demokratičnih podjetij, ne obratno. Naslednja je ena taka klasični predsodek, ki velja za ali svarilo pred bolj množično uporabo demokracije v ekonomski sferi, je, da je to nevarno za same delavce. Da delavce, to je ta znana zgodba vseh jajčanih košari, ne spodobi se, da na delavce prevalimo toliko enega tveganja. Že tvegajo svoje plače in svoje eksistenco, ki je vezana na podjetje, zdaj pa naj tvegajo še svoj kapital. To je naravno smešno in bizarno, ker gre za podobno kot Marija Antoaneta, ki je mlačnemu prebivalstvu hotela pecivo ponuditi. Torej, delavci ponavadi dobivajo podjetje ali brezplačno, ali takrat, ko propadajo, pa jih oni prevzamejo, torej nikoli ne investirajo svoj blazen kapital, ker ga nimajo. Torej, cela logika tega argumenta je popolnoma bizarna in napačna. Ja, in še en mogoče, izbrala sem taka tri, katera se mi zdijo zelo taka, enostavno je odgovoriti na njih. Tretje je ta kratkoročna orientacija ljudi, ki so zaposleni za podjetje. Torej, kljub temu, da imamo cel finančni sistem svetovni, ki se zruši zaradi kratkovidnosti finančnega kapitala, še vedno obstaja dvom v to, ali bi zaposleni lastniki, kooperativni in tako naprej, lahko premišljevali
radi pa bi sesuli podjetje, zaradi tega, da bi iz njega čim prej izvekli čim več denarja v družbi. No, zdaj na osnovi dobrih in slabih izkušenj v podjetjih v lasti zaposlenih, v kooperativah, kot je recimo vam vsem verjetno znana Mondragonska skupina kooperativ, so različni avtorji, a imam še ene 3 minute časa, so različni avtorji ponudili kar nabor različnih opozoril in nasvetov, kako misliti ekonomsko demokracijo, da bi bila vzdržna, da bi imela šansko in tako naprej. Nekateri najbolj celovito razmišljajoči analitiki pravijo, da enostavno v sedanjem sistemu ureditve institucionalne dejansko zelo radikalna alternativa kapitalističnem podjetju enostavno ni možna, ker je cel sistem naravnan institucionalno tako, da paše konvencionalnem podjetju. Torej, kapitalističen sistem, ki sedaj velja s tržnim trgom, profitom kot glavnim motivom delovanja podjetja, nagrajevanjem na osnovi uložene delovne sile, torej enostavno funkcionira, v tem sistemu funkcionirajo dobro z bankami, ki na način financirajo ta podjetja, v takem sistemu funkcionirajo najboljše, torej cel sistem je naravnan na konvencionalna podjetja. In če bi želeli, in to je zdaj politična odločitev o delitvi nove razdelitve moči, če bi želeli institucionalni sistem, ki bi podpiral širši razvoj drugačne vrste podjetja, polje ta razvoj potrebno to izbiro potrebno omogočiti. In to konkretno pomeni, da rabiš kot eno od prvih in najpomembnejših stvari, ko smo tudi pri bankah, ki ste končali pri banke, jaz bom nadaljevala, ena največjih pomanjkljivosti oziroma manjkov, ki jo začutijo kooperativa, drugačna podjetja od konvencionalnih, alternativna podjetja, je pomanjkanje kapitala. Torej, nimate svojega vira kapitala. Niste kredibilni v konvencionalni banki, ker svojega kapitala nimate veliko in to se da tudi razrešiti. To se absolutno rešuje, recimo v že prej omenjenem Mondragonu, z KH Laborar. Torej, z eno notranjo sistemsko banko, ki ne ponuja, ki ne socializira ne tvega in ne rizikov in najmanj pa izgub, ki komercialno, normalno funkcionira kot dobra banka, ampak nima nobenega predsotka pred podjetjem v lasti zaposlenih ali kooperativo. Torej, obravnava to kooperativo, kot bi je morala obravnavati vsaka druga banka, ampak jo ne obravnava, ker ima predsodek in jo je strah, da sposoditi ali investirati denar v podjetje v lasti zaposlenih oziroma kooperativo. Enake primere imamo v trdih kapitalističnih sistemih, kot je Velika Britanija, tam imamo posebne sklade, ki so namenjene podjetjem v lasti zaposlenih. Torej, so prijazni, so narejeni z namenom, da uspešna podjetja s dobrimi poslovnimi načrti, ki bi lahko funkcionirala, če jih ne bi diskriminirali na trgu kapitala, dobijo potreben kapital. Torej, to so nekatere stvari, omenjam banko, so tudi druge stvari, ampak vezane na okolje. Seveda so tudi nekatere specifike, in zdaj, tukaj se jaz ustavim, verjetno bi ste nekaj več o tem govorila, so tudi nekatere specifike in drugačni organizacijski principi, katerih se moramo zavedati, ko organiziramo alternativno podjetja v odnosu udeležencev znotraj. Torej, ta proces strukturacija naše dejavnosti, če organiziramo drugačno podjetje, aktivnosti, ki so znotraj podjetja, v povezavi z okoljem podjetja, ki je zelo pomembna. Jaz mislim, da uvodoma sem toliko hotela in sem odprta za vprašanje za diskusijo. Hvala. Mitja se te.
besedo. Torej, moj prispevek se bo navezal v bistvu na soupravljanje podjetij in solastništvo podjetij. V prvi meri bi nekoliko se lotil vprašanja soupravljanja, kot ga že poznamo v obstoječi zakonodaji, potem glede pomanjkljivosti te zakonodaje, za konec bi pa potem še dodal vprašanje oziroma koncept skupnostne lastnine kot nekaj, kar presega ta današnjo delitev na eni strani državno, na drugi privatno lastnino in tudi kot mogoče nadgradnjo družbene lastnine. Se pravi, ker sem tudi zgodovinar kot pa sociolog, bi se najprej za začetku 19. stoletja malo vrnil in čisto iz evropskega stališča je industrializacija, torej industrijska proizvodnja prinesla eno bistveno spremembo v družbi in sicer je razdelila obstoječo skupnost na dva dela. In sicer na, bomo temu rekli, življenjsko skupnost, torej področje, kjer živimo, področje, danes temu rečemo, prostega časa, področje, ki je danes tudi prostor potrošnje, potrošniške proizvodnje, je pa tudi ta prostor politike, se pravi, ta življenjska skupnost, ki radi rečemo sicer tudi zasebna sfera, je hkrati tudi zelo javna sfera, oziroma je tisti del naše življenjske skupnosti, kjer se lahko udejstvujemo politično. Drugi del skupnosti, ki ga je industrializacija prinesla, je pa ta ekonomska skupnost, torej tisti del našega življenja, ko delamo za plačilo. Znotraj te skupnosti pa so naše možnosti za soodločanje oziroma za neke principe demokratičnega odločanja zelo omejene. In tudi, če primerjamo z današnjo predstavniško demokracijo, ki je tudi zelo omejena, znotraj ekonomije, znotraj ekonomske skupnosti imamo še bistveno manj možnosti za delovanje. Če primerjamo malo za šalo, malo za res z antično Grčijo, imamo na področju politike atensko demokracijo z vsemi svojimi omejitvami, na področju ekonomije pa imamo kljub vsemu tiranijo, povsem hierarhični sistem brez velikih možnosti za aktivno sodelovanje v poslovnih odločitvah oziroma nasploh v ekonomskih odločitvah. V Sloveniji v bistvu, če pogledamo samo soupravljanje z nastankom nove države, se je že v ustavi zapisala v 75. členu pravica do sodelovanja zaposlenih v ekonomskih dejavnostih. Kot nadgradnja temu členu je potem leta 1993 bil sprejet zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij, ki jo veljavi še danes. Ta zakon je nastal v bistvu po nemškem modelu v največji meri in upeljuje, tako kot nemški, vse pozitivne in negativne lastnosti. Za začetek mogoče to ni velikokrat pojasneno. Ta nemški model je tipično dvokanalni model zastopanja zaposlenih. In sicer to pomeni, da na eni strani imamo sindikate, na drugi strani pa svete delavcev, vsak za svojo infrastrukturo in vsak s svojimi točno določenimi pooblastili oziroma dolžnostmi. Sindikati na eni strani se vedno pojavijo, ko je vprašanje konflikta oziroma ko je vprašanje pogajanj o položaju delavcev, o kolektivnih pogodbah, zdaj vidimo v zakonu o trgu dela, medtem ko sami sveti delavcev pa naj bi bili namenjeni nasprotno sodelovanju z menedžmentom, se pravi naj bi ravno obratno ne bili v konfliktu z lastniki, ampak naj bi sodelovali z njimi in recimo svet delavcev tudi nima pravice pozivati na stavko. Torej, to je dvokanalni sistem, ki mislim, da je učinkovit oziroma v tem trenutku je nujen zaradi stvari, ki jih bomo slišali kasneje.
Zakon, ki sem ga omenil, prinaša v bistvu 3 načine sodelovanja oziroma soodločanja delavcev v ekonomskem delovanju. Najprej imamo jasno svet delavcev, ki se ustanovi lahko v podjetjih z več kot 20 zaposlenih, za manj kot 20 zaposlenih imaš samo delavskega zaupnika, potem imamo delavski zbor kot zbor vseh zaposlenih v podjetjih in na 3. nivoju je sodelovanje zaposlenih v organih podjetja. To zadnje v bistvu zakon določa, da lahko zaposleni sodelujejo tako v nadzornem svetu, kakor tudi v upravi podjetja preko delavskega direktorja, in sicer to velja za podjetja nad 500 zaposlenih, za podjetja manjša od 500 zaposlenih, pa gre za dogovor, če seveda obstaja interes, da se delavskega direktorja imenuje. Medtem ko za nadzorne svete pa imajo zaposleni pravice imenovati svoje nadzornike, ki potem imajo enake pravice kot nadzorniki ostalih oziroma lastnikov. Pravice, ki jih določa ta zakon, so relativno široko zastavljene, bomo pa videli, da imajo nekatere temeljne probleme. In sicer pravice so sledeče, pravico do dajanja pobude in odgovora na pobudo, potem pravico do posvetovanja, pravico do obveščenosti in 2 najpomembnejši sta pravica soodločanja in pravica do zadržanja odločitve delodajalca. Sedaj, teoretično gledano, je ta naš zakon med najnaprednejšimi na svetu, uveljavlja, bomo rekli, širok spekter individualnih in kolektivnih pravic zaposlenih. Ima pa kar nekaj pomanjkljivosti. Prva